Dober večer in lep pozdrav najprej iz enega konca Ljubljane, izrednemu profesorju, doktorju Griši Močniku na drug konec Ljubljane. Dober večer. Živijo. Ja, in seveda en lep pozdrav vsem vam tja, kjer naju spremljate. Danes bova govorila o tem, kako onesnaženje naš zrak in kako lahko to spremenimo, spremljamo. Se opravičujem. Zdaj, za začetek bi vas najprej vprašala, ali smo s tem, da smo zdajle vsi doma naredili nekaj dobrega tudi za naše okolje. Kaj spektakularnega se na žalost ni spremenilo. Lani, ko se je začel prvi lockdown, se je videl izboljšanje kvalitete zraka, ki je bilo pa samo delno povezano z tem, da je bilo manj prometa. Predvsem je bilo pa povezano s tem, da smo imeli spektakularno lepo vreme. In potem, ko imamo lepe sončne dni, se atmosfera zelo dobro premeša in se izpusti razredčijo. In to, da se razredčijo, pač zmanjša koncentracije v resnici bolj, kot to, da so viri onesnaženja manj aktivni. To pravzaprav pomeni, da se med pandemijo ni prav veliko zmanjšalo onesnaženje, kot smo lahko recimo na začetku brali in smo lahko rekli, da je pa vsaj ena dobra stvar cele zadeve. To, da je bilo več ljudi doma, recimo lani jeseni, ko je bilo že mraz, je pomenilo, da so tudi veliko več ogrevali hiše. In ogrevanje hiš je delno tudi na les, na drva, kar je najverjetneje v Sloveniji najpomembnejši vir onesnaženja zraka. Tako da niso stvari boljše, na žalost. Žal, ampak več o tem torej v nadaljevanju. Zdajle bi vas samo na kratko predstavila. Ste fizik, ki se že od doktorata naprej ukvarjate z metodami za merjenje delcev v zraku. Zdaj začeli ste razvijati metode, končni rezultat pa je bil inštrument s to metodo. Zaposleni ste na Univerzi v Novi Gorici in Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani in raziskovalno se še vedno ukvarjate z meritvami delcev v zraku, poleg tega pa še z njihovim določanjem in določanjem njihovega vira. Zdaj lahko rečem mogoče, da je bil eden vaših najbolj odmevnih projektov sodelovanje z Matevžem Lenarčičem, ki je v svojem preletu okoli sveta z vašo merilno napravo meril koncentracijo črnega ogljika v ozračju. Nas lahko malo spomnite, kaj so pravzaprav bili rezultati tega vašega skupnega projekta? Matevž je dvakrat letel okoli sveta, enkrat je letel do Kitajske in nazaj, letel je tudi čez severni tečaj in pri merjenju črnega ogljika so na žalost vsa presenečenja neprijetna v resnici, kljub temu, da je mogoče to zanimivo, kar zmeriš. In je tako, da ne zmeriš območja, ki so bolj onesnažena kot druga, ampak tisto, kar je nas presenetilo, je to, da je sestava tega onesnaženja drugačna, kot se predpostavlja v podnebnih modelih. In naša ocena na podlagi teh podatkov je, da je ta prispevek črnega ogljika k segrevanju atmosfere vsaj za četrtino podcenjen, kar je precej. Zdaj z Matevžem Lenarčičem načrtujete še en let oziroma meritve nad Himalajo. Zakaj vas zanima prav Himalaja? Himalaja je pomembna, zato ker se segreva hitreje, kot se planet segreva v povprečju, tako kot se recimo Arktika hitreje segreva. In je tudi zaradi podobnih stvari pomembna, namreč ledeniki v Himalaji so pomemben vir pitne vode. Slaba polovica človeštva pije vodo, ki je pritekla iz Himalaje in iz Tibeta. In če se te ledeniki stopijo zaradi segrevanja, zaradi kar eden izmed vzrokov je tudi črn ogljik, je to pač resen problem, tako na skali, ki si je v resnici najbrž ne moremo predstavljati.
In že lani smo želeli s poletom v Himalajo pogledati, kako se regionalni transport prinese črni ogljik v Himalajo, pa nam ni uspel in letos nam spet ni uspel. Tako da načrtujemo to ali za jesen ali pa za čez en let in držimo pesti za jesen, ko bo konec monsuna. Zdaj se bova pa iz poti okoli sveta, iz Himalaje vrnila k nam v Slovenijo in k meritvam pri nas, pa vam kar dajem besedo. Najlepša hvala. Ne bomo samo v Sloveniji, bomo še kam drugam pogledali. Namreč, ko se pogovarjamo o onesnaženem zraku, ga zmerom želimo izboljšati. In zato, da ga izboljšamo, moramo vedeti, kaj sploh problem je. In zato moramo določiti vire onesnaženja zraka. Ugotoviti moramo na nek način, kaj onesnažuje zrak. In to je seveda bolj kompliciran, kot si človek na začetku predstavlja. In analogija, ki jo bom uporabil nekje v sredini predavanja, je, kako iz nečesa, kar je že skuhan, ugotoviti, kaj smo not vrgli in kaj se je dogajalo med tem, ko smo kuhali. Začel bom z enim primerom, ki je preprost. In leta 2013 je Mestna občina Ljubljana zaprla slovensko cesto med Zvezdo in Ajdovščino. In to je pol kilometra ceste, kar ni strašno veliko. In nas je zanimalo, kaj se bo zgodilo z kvaliteto zraka, ker smo predpostavljali, da se bo ta promet, ki je šel po tem odseku Slovenske, premaknil na Tivolsko in Blajvajsovo, ki sta v resnici obvoznici okoli centra. Merili smo na 3 lokacijah. Eno je bilo pri pošti, nasprot name, druga je bila ob Tivolski, kjer smo pričakovali več prometa, in tretja lokacija je bila pa na dvorišču Agencije za okolje, na njihovi merilni postaji, kjer merimo to, čemu rečemo urbano ozadje. Urbano ozadje pomeni, da merimo neko stanje, ki je karakteristično za celo mesto, in na to ozadje se potem lokalni prispevki naložijo. In nas je zanimal lokalni prispevek na Slovenski pred zaprtjem ceste in po zaprtju ceste in enako na Tivolski. In najprej smo seveda pogledali ozadje. Tukaj imamo zdaj koncentracije črnega ogljika v odvisnosti od časa za povprečen dan, od polnoči do poldneva in potem spet do polnoči. In vidimo ta jutranji vrh, ki je pač povezan s tem, da ljudje se z avti, za 120.000 avti pripeljejo v Ljubljano v službo. Čez dan koncentracije padejo, zato ker se atmosfera bolj učinkovito meša in se razrečijo ti izpusti, zvečer pa pač te koncentracije zrastejo, ko se, kljub temu, da je najbrž manj prometa, se atmosfera umiri in te izpusti končajo v veliko manjšem volumnu zraka. In se zato koncentracije zvišajo, ker se ne rečijo. Pred zaprtjem ceste smo merili avgusta in septembra, po zaprtju ceste je bil september in oktober in vidimo, da se tukaj koncentracije začnejo konec septembra, oktobra zviševati prej, to pa zato, ker je krajši dan. Koncentracije so tudi malo višje, zato ker je pač ta mešalna plast, v katero spuščamo črni ogljik, plitvejša in je ta volumen manjši. Na Tivolski smo opazili nekaj podobnega, samo koncentracije so veliko višje. Ta jutranji vrh je veliko bolj izrazit in veliko višji, pa imamo to redčenje, pa imamo pa ta večerni vrh, zato ker je pač Tivolska tudi zvečer prometna. Še zmerom vidimo, kako se prej začne, ki je hladnej, kako se zvišuje koncentracija, ampak spet nobene spektakularne razlike med prej pa pol, nič, česar ne bi mogli razložiti z vremenskimi pojavi. Na Slovenski, pri pošti, je bila pa zadeva drugačna. Tukaj so se pa koncentracije znižale in to močno znižale. Še zmerom vidimo ta jasen
jutranji vrh, vidimo večerni vrh, ampak ta vrh sred dneva, ko se ljudje vračajo iz služb domov, tega pa ni več. Kar pomeni, da kljub temu, da so vremenski pojavi na začetku jeseni favorizirali višje koncentracije, so se koncentracije tukaj močno znižale. In zdaj nas zanima seveda koliko, in zato, da izmerimo ta prispevek lokalni na slovenski ali pa na tivolski, zračunamo razliko med pošto ali pa tivolsko in med ozadjem. Skratka, zanima nas samo lokalni prispevek in vidimo, da ta lokalni prispevek pri pošti je zelo visok. To je pa zato, ker je to nečem, čemu se reče kanjon ulični, zato ker so na obeh straneh ceste zelo visoke zgradbe, zadeva je zaprta, mešanje je neučinkovito. Tukaj na Tivolski je pa zadeva malo bolj odprta in je zato ta dodatek pol manjši. In ko so zaprli cesto za osebna vozila in za tovorna vozila in so ostali samo avtobusi, se je ta prispevek lokalni zmanjšal za 70%, kar je veliko. Hkrati se na Tivolski ni spremenil nič. Kar pomeni, da se je promet, ki je prej šel čez Slovensko, ustavil ob obvoznici in so ljudje uporabljali javni prevoz, ali se je pa razmazal po celem mestu in je ta majhen dodatek prometa, ki je prej šel po Slovenski, tako majhen, da ga v resnici ne moremo izmeriti. In ta prvo sporočilo tega eksperimenta je bilo to, da radikalni ukrepi prinašajo strašno velike izboljšave. Ta drugo sporočilo je, da se promet premakne na tako veliko področje, da se drugje stanje ne poslabša. Ta tretje sporočilo je bilo pa, da so avtobusi pomemben vir onesnaženja zraka, ker teh 30% so samo avtobusi. In zato je ljubljanski potniški promet zamenjal stare avtobuse brez filtrov, ki so imeli dizelske motorje, z avtobusi na plin, ki nimajo izpustov črnega ogljika ali v resnici skoraj kakršnih koli drugih delcev. Tako da izboljšanje ne povzroča drugje poslabšanja in če zamenjamo še vozila, ki ostanejo, lahko močno izboljšamo kvaliteto zraka. Za vse tiste, ki uporabljajo javni prevoz, in polovica teh, ki uporabljajo javni prevoz v Ljubljani, se pelje mimo pošte ali pa tam celo zamenja avtobus. Nauk tega je, da vir, ki ga najlažje upravljamo, je promet in če spremenimo promet, lahko zelo na relativno preprost način izboljšamo kvaliteto zraka. Ni pa to edini vir. In ko gledamo delce, če gledamo črnogljik, je zadeva preprosta, ker črnogljik je nekaj, čemur se reče primarni delc, primarni aerosoli so to. Drug primer takih primarnih aerosolov so kovine. In primarni aerosoli so tisti, ki jih viri spustijo v ozračje in mi jih nespremenjene izmerimo. To pomeni, da lahko mi z našimi meritvami povežemo te koncentracije delcev v zraku direktno do virov samih. Ti delci so tipično majhni, reče se, da so fini, in povežemo jih lahko z dizelskimi tovornjaki, lahko jih povežemo s kurjenjem lesa. Ampak na drugi strani kovanca imamo pa delce PM10 ali pa delce PM2,5, ki jih zakonodaja zahteva, da jih merimo. In tisto, kar nas zanima, so predvsem ogljični delci, zato ker so to tisti, ki so v resnici najbolj škodljivi za zdravje. In ti delci PM10 ali pa PM2,5 so mešanica primarnih delcev in sekundarnih delcev. Sekundarni delci so pa tisti, ki nastanejo v atmosferi. To, da nastanejo v atmosferi, ne nastanejo spontano, ampak nastanejo iz izpustov, ki so v plinastem stanju.
Ti plinasti izpusti se pa potem spremenijo v atmosferi zaradi kemijskih pa fizikalnih procesov, ki jih v resnici ne poznamo najbolje, sploh za organske ogljične delce. In ko se oksidirajo, se kondenzirajo in nastanejo novi delci oziroma se oplaščijo že obstoječi delci. In te delci, PM10, so veliki 10 mikronov ali manj, in to je ravno zato, ker je dovolj časa, da se te delci zrastejo. In zato je ta prispevek sekundarnih delcev velik in v resnici dominira. Mogoče se lahko na tem mestu čisto malo ustaviva. Spoznali smo delce. Kaj pa pravzaprav ti delci povzročajo? Prvi vpliv, ki je, recimo lahko rečem, nezaželen, oziroma zakaj pravzaprav teh delcev ne maramo, je vpliv na podnebne spremembe. Zdaj lahko si približno predstavljamo, že poznamo, kako ogljikov dioksid vpliva na podnebne spremembe, kako pa pravzaprav črni ogljik vpliva na samo podnebje? Delci vplivajo na podnebje s tem, da črni ogljik segreva atmosfero. Nekateri delci, ki ne absorbirajo svetlobe, sončeve svetlobe, pač sipajo svetlobo nazaj v vesolje in ga hladijo. Ampak črni ogljik, to je tiste saje, ki nastanejo, ko pridobivamo energijo, je obarvan in močno absorbira svetlobo in segreva atmosfero in rahlo hladi prizemno plast atmosfere. To je zato, ker je črn. In ta prispevek je primerljiv z prispevkom ogljikovega dioksida. Ni toliko velik, ampak je pa recimo 2/3 tega pojava. In kljub temu, da sta mehanizma popolnoma drugačna. CO2 absorbira infrardečo svetlobo, ki jo topla zemlja seja, medtem ko pa črni ogljik pa segreva sončno svetlobo. Kar pomeni, da segreva samo čez dan. Tisto, kar je pomembno, je to, da je življenjska doba ogljikovega dioksida nekaj desetletij, življenjska doba črnega ogljika v atmosferi je pa nekaj tednov. Kar pomeni, da če zmanjšamo izpuste, vidimo učinek takoj. Pri CO2 pa to traja nekaj desetletij, da se spremeni. In sistem, da zmanjšamo izpuste, kupimo nekaj časa, da pol naredimo nekaj glede CO2, zato ker je politično veliko lažje zmanjšati izpuste črnega ogljika, zato ker je treba samo filtre uporabiti kot CO2, ko je treba zmanjšati proizvodnjo energije. Na drugi vpliv, ki pa je prav tako zelo pomemben, pa je pravzaprav vpliv na nas, na naše zdravje. Ja, če mi vdihnemo drobne delce, ti delci pridejo, če so dovolj majhni, do konca pljuč in povzročajo pljučne bolezni. Ne samo raka na pljučih, ampak tudi vnetne spremembe, pa poslabšajo astmo. Ampak ti primarni delci, ki so zares majhni, pa ne samo, da pridejo do konca naših pljuč, ampak pol iz pljuč pridejo v kri jih pa raznese po celem telesu. In recimo delce črnega ogljika so našli v možganih, kar pomeni, da so prišli iz krvi v možgane, tam vmes je pa membrana, ki je narejena za to, da ščiti možgane. Enako so našli črni ogljik v placenti, na tisti strani placente, ki je obrnjena proti fetusu, kar je spet membrana, ki je narejena za to, da ščiti plod. Kar pomeni, da te mali delci končajo povsod in tam povzročajo vnetje. In to je primarni mehanizem, kako vplivajo na naše zdravje. No in ta dva vzroka oziroma to, kar povzročajo, je tisto, zaradi česar jih je dobro meriti in določati njihove vire. Ja, če hočemo, v Ljubljani statistični modeli kažejo, da se prebivalcem skrajša življenje za 13 mesecev zaradi onesnaženega zraka. To je v evropskem kontekstu zelo veliko. Vsako leto prezgodaj umre po svetu 7 do 8 milijonov ljudi zaradi onesnaženega zraka. In kar je grozno. In zdaj, to se da tudi prikazati v številkah, koliko to ekonomijo stane. In te številke so gromozanske. Za Južno Kalifornijo je 2 milijarde dolarjev na leto.
Južna Kalifornija pomeni Los Angeles in okolica. Kar so številke, ki so pomembne, ne? Produktivnost pade, zato ker so ljudje bolni ali pa ker so njihovi otroci z astmo doma. In te velikost teh in vpliv onesnaženega zraka na zdravje, na ekonomijo je v resnici gromozanski. V Sloveniji umazan zrak statistično gledano ubije 1700 ljudi na leto. To je pač 20krat več kot prometne nesreče. Razlika je v tem, da eno je statistična številka, drugo so pa ljudje, ki pač umrejo v prometnih nesrečah. Ampak to so zelo, zelo pomembne stvari na nacionalni in na mednarodni skali. Gremo naprej. In zato moramo meriti. In odvisno, kaj nas zanima, merimo lokalno, regionalno ali globalno. In tisto, kar zmerimo, je stanje kvalitete zraka. Zdaj, ko merimo. In s temi podatki potem validiramo modele in te modele uporabljamo zato, da načrtujemo ukrepe za izboljšanje. Te ukrepe potem implementiramo in čez nekaj časa z istimi meritvami, ki smo jih naredili na začetku, izmerimo učinkovitost ukrepov. In imamo na koncu številko. In s to številko vidimo, ali so te ukrepe, ki smo jih sprejeli, za kaj ali niso, ali jih je treba kaj spremeniti in kako jih spremeniti, zato da bomo še naprej izboljšali kvaliteto zraka. Viri onesnaženja zraka so različni. In mi imamo vire, ki spuščajo delce v zrak. Promet, kurjenje na les za ogrevanje hiš, odprto kurjenje, recimo spomlad pa jesen, in industrijo. In vsi ti izpusti niso tako lepo ločeni kot na teh slikah, ampak to se vse zmeša. In mi pol merimo to mešanico. In ta mešanica je kot ena juha, ki jo postavijo pred vas. Vzamete žlico, pa nekdo reče, ne. Zdaj pa ne smete gledati, ampak morate mižati, oziroma vam zavežejo oči. In zdaj je treba z tem, da poskusimo eno ali dve žlici, povedati, kaj je v juhi, iz tega ugotoviti, kako je bila ta juha skuhana in kakšen je recept, na koncu nas pa seveda zanima, kdo so bili kuharji. In ugotoviti moramo, kakšna je sestava te juhe in kdo jo je skuhal. S tem, da v resnici ne moramo vseh potrebnih informacij dobiti s tem, da pač poskusimo par žlic. Tako moramo tudi pri zraku iz tega, da izmerimo delno sestavo delcev, ugotoviti, kakšni procesi so ta naš vzorec izoblikovali, kaj so bili viri, ki so izpuščali te delce v zrak oziroma njihove prekurzorje in kako so bili te viri aktivni. In če smo najprej pogledali promet, drugi vir, ki je pomembnejši kot promet, je ogrevanje hiš na les. In to je problem, ki ni specifičen za Slovenijo, ampak je enak okoli in okoli Alp in v resnici po celem svetu. Na tak ali drugačen način pač kurimo biomaso, največkrat les. Tukaj se pa, zato da zmerimo lesni dim in da ločimo lesni dim od dizelskega izpuha, se uporabimo lastnosti teh saj, pogledamo njihove optične lastnosti, pogledamo, kako absorbirajo svetlobo in na Y-os narišemo absorpcijski koeficient teh aerosolov, na X-os pa narišemo valovno dolžino. In za črn dizelski izpuh lahko opišemo to odvisnost absorpcije koeficienta od valovne dolžine za eno tako eksponentno funkcijo in ta eksponent je 1 za take male črne delce, kakršne so v dizelskem izpuhu. Če pa kurimo biomaso, les,
pa pri tem neučinkovitem zgorevanju nastane zelo veliko organskih snovi, ki absorbirajo v modrem in ultravijoličnem. In ta dodatna absorpcija svetlobe pri teh nizkih valovnih dolžinah v resnici jo lahko parametriziramo z višjim Angstromovim eksponentom, s tem višjim eksponentom, in potem dobimo en parameter, ki je specifičen za vir onesnaženja. Naredimo en tak dvokomponenten model in lahko ločimo prispevek prometa od prispevka kurjenja lesa. Se opravičujem. To je primer iz Ljubljane. Jeseni in pozimi 2019-2020. Vidimo v rdečem jutranji vrh prometa pa večerni vrh prometa in zelo majhen jutranji vrh kurjenja lesa in veliko pomembnejši vrh kurjenja lesa jesen. Tukaj je promet absolutno najbolj pomemben, kurjenje lesa se v resnici ravno dobro začne. Medtem ko pa pozimi, je pa tako, da je prometa tokrat, ta zima je bila zelo mila, je bilo malo manj, ampak kurjenje lesa pa postane strašno pomembno in ponoči bolj pomembno kot promet. Na začetku, ko ste govorili primer Slovenske ceste in Tivolske ceste, sem vas v bistvu želela vprašati, kako prepričani ste pravzaprav lahko, da ste na Slovenski cesti izmerili res samo izpuste prometa. Kaj recimo, če bi takrat kakšna velika hiša, ki bi se ogrevala na lesno biomaso, v tistem trenutku prešla na neko drugo vrsto ogrevanja in ne bi bilo več izpuhov. Pravzaprav ste lahko prepričani, da ste prav zmerili? Ja, zato ker lahko s tem, z merjenjem optičnih lastnosti črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov, lahko ločimo črn dizelski izpuh od rjavkastega lesnega dima in potem določimo vir črnemu ogljiku. In lahko ločimo ta prispevek kurjenja lesa, ki ga tukaj vidimo v zelenem, od prispevka prometa. In tisto, česar nisem povedal, zato ker sem v resnici malo goljufal, je to, da mi smo v resnici ta model uporabili in smo mi takrat gledali samo ta del, ta prispevek prometa, ne pa tudi kurjenja lesa, zato konec koncev v oktobru se včasih kaj mrazi zakur in kaj se najprej zakur, ne požene se centralne, ampak zakuraš v kaminčku, recimo, kar povzroči lahko strašno onesnaženje lokalno. Pa še eno vprašanje imam, kam pravzaprav postaviti merilno napravo, da potem lahko nekako res določite tiste prave vire? Ja, ko začneš načrtovati merilno kampanjo, je strašno pomembno, da zato, kar nas zanima. Če hočemo meriti, a se je zmanjšanje prometa, a se vidi na tem, da se zmanjša tudi onesnaženje zraka, pol merimo zraven ceste. Če nas pa zanima, kako se zaradi omejitve prometa zmanjša onesnaženje zraka in zveča kakovost življenja, recimo v celem mestu, potem pa nas zanima, kako je to v povprečju in nas zanima meritve na urbanem ozadju, kar pomeni, da moramo izbrati eno merilno mesto, na katerega viri onesnaženja ne vplivajo neposredno. In to je umetnost, zato ker treba je najti merilno mesto, ki je reprezentativno, hkrati je pa tudi primerno, da tam postaviš svoje inštrumente. Ampak v resnici to lažje, kot bi si človek predstavljal, zato ker v resnici rabiš nekaj prostora in priključek za elektriko. Preden greva naprej, bi samo še pozvala poslušalce v komentar pod video, lahko napišete svoje vprašanje in na koncu boste odgovorili tudi na ta vprašanja. Z veseljem. No, in če gremo pol naprej, mi lahko ločimo prispevke različnih virov k črnemu ogljiku. In ker je črn ogljik primarno onesnaževalo, mi spremljamo nekaj, na kar vplivajo viri neposredno,
vpliva pa na to tudi vreme, ne, in recimo ta padec koncentracije, zato ker se atmosfera tudi po zimi čez dan premeša zaradi sončnega sevanja. In kako merimo, ne? Ko merimo, nas zanima kemijska sestava in tipično pol tako vzorčimo z enim takim vzorčevalnikom, kjer imamo filtre in potem filtri, dokler nimamo vzorca, so tako beli, ko pa imamo vzorc, postanejo pa sivi ali pa rjavkasti, odvisno kaj so viri. In potem ta filter razrežemo in ga analiziramo na različne načine. Lahko merimo pa tudi sprot, ne, in te meritve, ki sem jih pokazal črnega ogljika, je tale inštrument tukaj v zadnji, telometer, to je to, kar smo razvili v moji prejšnji službi. In je zdaj najbolj razširjen merilec črnega ogljika globalno. Lahko merimo pa takole s tem inštrumentom, ki je malo večji, pa malo bolj štora za uporabo, tudi koncentracijo kovin v zraku. In potem mi to zmerimo, naredimo kemijske analize in tukaj vidimo sestavo za ene filtre od novembra lani do konca januarja letos. In v zelenem vidimo, da dominirajo tukaj organski delci. Pa imamo pa tudi nekaj črnega oziroma elementarnega ogljika. To je nekaj, kar je zelo podoben črnemu ogljiku. In to so saje. Imamo amonijev sulfat pa amonijev nitrat. To so regionalna onesnaževala, koncentracije teh so zelo homogene in se recimo na nekaj 10 kilometrov zelo malo spremenijo. Pa imamo pa še recimo kovine. Kovine so pa pomembne, zato ker so zelo škodljive. Ampak prispevek kovin k vsej masi delcev v zraku je pa strašno majhen. Ampak to pomeni, da če te zanimajo stvari, ki so zelo škodljive, moraš gledati vse, tudi stvari, ki ne prispevajo bistveno k delcem, so pa toliko bolj toksične. Kar da misliti, da mogoče delci PM10 niso najboljši ali pa ne bi smeli biti edini parameter, ki ga spremljamo. In zdaj pač imamo to kemijsko sestavo, smo jo zmerili. In zdaj to vržemo v en algoritem, v eno metodo, ki se reče Positive Matrix Factorization. Mi imamo na eni strani matriko meritev, na drugi strani pa mi modeliramo. In ta matrika meritev izgleda tako, da imamo tukaj N vzorcev, merimo par mesecev, merimo 3 mesece, pa imamo 90 dni, ali pa merimo 1600 ur, pa imamo 1600 urnih meritev. V tej dimenziji imamo pa mi zdaj različne snovi, ki smo jih izmerili, tako kot smo pregledali, črni ogljik, pa organski ogljik, in tako naprej. In to so meritve na tej strani. Zdaj pa to modeliramo z 2 matrikami, pa z ostankom, ki mora biti čim manjši. In štos metode je, da pač ta ostanek minimiziramo. Medtem ko tukaj imamo pa ene faktorje in te faktorji so v resnici viri onesnaženja zraka. In v tej matriki v zelenem dobimo mi sestavo teh virov, to je v resnici nam pove, kaj ta konkreten vir v recimo prvi vrstici, kaj izpušča v zrak. V stolpcih rdečih imamo pa prispevek tega vira v času. In tukaj dobimo časovno vrsto, tukaj dobimo pa, kaj ta vir sploh je. Tako da nam ta metoda izmeritev, ki jih mora biti čim več, da hkrati vire in njihove prispevke. In to je zelo močna metoda, je pa tako, da je treba paziti, zato ker te faktorji so včasih med sabo zmešani. In je treba potem uporabiti ene take metodološke prijeme, da jih ločimo med sabo tako, da se ne mešajo. Recimo
primer, ki ga bom jaz pokazal, je iz Francije, v Chamonix. Nismo šli smučati, ampak smo šli meriti onesnažen zrak. Dobili smo 8 virov. Dobili smo regionalne vire, nitrati so pomembni po zimi, poleti jih ni, zato ker so v plinasti fazi, ker je temperatura dovolj visoka, da shlapijo. Potem imamo sulfate, ki so večino časa bolj ali manj enaki, ker so regionalni, zato je po zimi nekoliko manj, ker je manj regionalnega transporta. Potem imamo še mineralni prah, to je tisto, kar dvigne recimo promet iz tal, če ne očistijo cest, ali pa recimo, če se pride kakšen saharski pesek nad Evropo, tako kot se je zgodilo pred februarjem. Poleg tega imamo tudi soljenje cest in tukaj vidimo, da je tukaj snežilo in so pač februarja so solili ceste. Imamo tudi rastline, ki spuščajo snovi v zrak. Imamo primarni del, to so tisti delci, ki jih rastline same spustijo v zrak, in te so pomembne seveda samo poleti, pa zgodaj jeseni. Pa to jesen je tudi zato, ker odpade listje in imamo zelo veliko stvari, ki frčijo po zraku, in en del teh delcev je tudi zelo mehen. Imamo pa sekundarne delce, to so pa izpusti, ki so plinasti, izopreni pa terpeni, iz rastlin, ki se potem oksidirajo v atmosferi, in to je pa predvsem poleti pomemben, zato ker je dovolj UV svetlobe. Imamo pa 2 vira, ki sta pomembna. Če pogledamo koncentracije, vidimo, da tukaj promet in kurjenje lesa imata te prispevke veliko večje kot vse ostalo. In promet in kurjenje lesa sta pomembna predvsem pozimi. Kurjenje lesa zato, ker poleti nihče ne kuri lesa, promet pa zato, da kljub temu, da ga je čez leto ves čas enak, je pozimi pač meteorologija taka, da se te izpusti ne redčijo. In če nas zanimata ta 2 vira, ki jih lahko kontroliramo, zato ker lahko omejimo promet in lahko poskusimo ljudje prepričati, da kurijo les na način, ki povzroči manj izpustov, lahko pogledamo, kaj pa zdaj lahko tukaj naredimo. Namreč, delci v zraku vsebujejo proste radikale. In prosti radikali, ki pridejo v telo, se lahko vežejo recimo na DNA, in če se vežejo na DNA, poškodujejo DNA in povzročijo raka. To je prvi mehanizem. Drugi mehanizem je veliko bolj kompliciran, ker se te radikali skupaj z pomočjo nekih kovin, težkih kovin, kot je kadmij ali pa konec koncev tudi železa, nastanejo, se vežejo na maščobe, in zato, ker so celične ovojnice iz maščob, poškodujejo celične membrane na različne načine in zato povzročajo vnetje. In telo zmanjšuje te učinke z vitaminom E in z vitaminom C. In če merimo mi v enem vzorcu, kako pade aktivnost teh vitaminov, lahko mi na nek način merimo, kaj se tukaj v tem zelo kompliciranem procesu dogaja. In ena izmed načinov, kako mi izmerimo temu se reče oksidativni stres, kako ta oksidativni stres zmerimo, je z vitaminom C. In imamo 2 vira, ki sta najbolj pomembna, in zmerimo, kakšen oksidativni stres te vzorci povzročajo. In s tem zmerimo na nek način, kako ti delci v zraku vplivajo na naše zdravje. In vidimo, da pač oksidativni stres je zares visok pozimi. To je takrat, ko imamo visoke koncentracije prometa in visoke koncentracije kurjenja lesa. To so koncentracije delcev, to je pa njihov vpliv v našem telesu merjen na en relativno preprost način. Zdaj seveda nas zanima, kaj je pa zares tisto, kar to povzroča.
ne, kjer od teh virov, ki smo jih dobili, je bolj pomemben. In pa smo uporabili eno metodo, ki se reče večkratna linearna regresija. Predpostavimo, da je učinek linearen in masi delcev pripišemo pol nek biološki učinek. In tukaj pri masi delcev vidimo, da pozimi je kurjenje lesa skoraj 2/3 vsega, pa 15% prometa. Spomladi kurjenje lesa pade in druge stvari relativno postanejo bolj pomembne. V absolutnih številkah je seveda tukaj bistveno manj, koncentracije so najvišje pozimi. Polet kurjenje lesa ni, promet ostane nespremenjen in se druge stvari postanejo bolj pomembne relativno, jesen pa spet začne postajati pomembne kurjenje lesa. To je, kar se tiče delcev. Kar se tiče pa vpliva na zdravje, je pa tako, da vidimo, da absolutno dominira kurjenje lesa. Celo spomladi je 1/3 tega vpliva na zdravje, kako ga merimo z oksidativnim potencialom, je še zmeraj kurjenje lesa. Polet pa relativno postane promet pomemben, 40%. Ampak tukaj, polet je ta učinek, kot smo tukaj videli, zelo majhen. In če končam, tisto, kar je pomemben, so meritve. Zato, ker s tem zmerimo, kaj se dogaja, naredimo načrte, da bi izboljšali stanje, sprejmemo te načrte in potem zmerimo njihovo učinkovitost. In zakonodaja predpisuje merjenje delcev PM10, delcev PM2,5 in določenje njihovih virov, ampak če hočemo zares ugotoviti, kako to vpliva na naše zdravje, je pa dobro meriti tudi oksidativni stres z temi metodami, ki merijo oksidativni potencial naših vzorcev. In s tem bom jaz končal in pokazal to sliko, zato da vidimo, da lesen dim ni problem samo v hribih, ampak tudi na morju. Hvala. Jaz bi se samo še malo vrnila nazaj k primeru Šamonija. V bistvu, oni so vas prosili, da naredite meritve. Meritve ste naredili, pravzaprav ste pokazali tako rekoč vse. In to je en tak pravi postopek. Najprej pogledati, kaj so viri onesnaženja, kako vplivajo na ljudi in potem verjetno sprejeti neke ukrepe. Ali so oni tudi sprejeli kakšne ukrepe in ali ste potem izvajali še ene meritve, ali jih mogoče boste izvajali? Mi smo merili tam 4 leta. Ta projekt je 4 zime. Mislim, nas so zime zanimale, zato ker takrat je stanje zares slabo. In med tem, ko smo mi merili, je ta departma porabil nekaj milijonov evrov za to, da so ljudje kupili nove peči na les. In so zamenjali peči na les. In potem smo bili mi nad preliminarnimi rezultati zelo razočarani, zato ker nismo videli nekih očitnih izboljšav. Stvari so se malo izboljšale, ampak zdaj, ali bo ti statistično relevantno ali ne, smo se spraševali. In problem je v tem, da če imaš ti eno zares neučinkovito peč, ima ta izpuste, ki so 100-krat večji od povprečne peči na tistem področju. Kar pomeni, da če ne najdeš te peči, moraš zamenjati 100 povprečnih peči. In štos je bil v tem, da potem tisto, kar smo pogruntali, je to, da je treba primerjati obdobja z enakimi vremenskimi pojavi, lastnostmi. In ko pa primerjaš obdobja, v katerih je vreme enak, potem se pa vidi izboljšanje, ki je približno 1/4, 1/3. Želela sem v mestu vprašati, kako težko pa je najti pravzaprav tisto slabo eno peč, ki daje izpuste, čeprav se zamenja ne vem koliko peči za boljše, ena pa ostane in pravzaprav še naprej onesnažuje. Težko. Veliko težje, kot najti tisti avto, ki je tak. V Mariboru recimo smo izmerili in potem z modelom pokazali, da je 1/4 avtov, ki se vozijo po mariborskih ulicah, je odgovorna za 2/3 onesnaženja. Pri pečeh je zadeva še bolj radikalna.
Ampak problem je v tem, da vsi govorimo o tem, kako je kurjenje lesa slabo. Pa ni. Ni za gorivom problem. Problem je z zgorevanjem samim. Pač, okej, drva morajo biti suha, ampak potem morajo pa učinkovito zgoreti. Kar pomeni, da menjava peči more pomagati. Sam je deležnikov v tem procesu je veliko. Je lastnik peči, ki mora imeti dovolj denarja, da si kupi novo peč in da jo tudi postavi. Lahko dobi subvencijo za novo peč. V Sloveniji se je dalo dobiti subvencijo za novo peč, kar je povzročilo, da je zelo veliko ljudi začelo kuriti na les v mestih, kar je bilo zelo, zelo kontraproduktivno. Pol je treba to peč postaviti, za kar ne dobiš subvencije. Potem kar naenkrat imaš drago peč in ne moreš več uporabljati kar vsakih drv, ampak mora biti ta drva prav pripravljena ali pa še boljše uporabljaš pelete. Potem pa to kar naenkrat ni več poceni. In energetska revščina je največji razlog, da dihamo onesnažen zrak. Zato, ker si ljudje pač ne morejo privoščiti drugih načinov ogrevanja. In tukaj je rešitev pač centralizacija. Priklop na daljinsko ogrevanje. In v velikih mestih, kot je Ljubljana, je to poceni. V manjših mestih pa to ni to zelo poceni in zato treba to subvencionirati. Imam še eno vprašanje, če lahko čisto malo bolj podrobno razložite, kako ste merili oksidativni stres. Ne samo kako, kaj je tisti mehanizem, ampak čisto praktično, konkretno. Ja, v resnici tisto, kar se meri hitrost teh reakcij, ki so v tem delu. Kjer te reakcije lahko mi zavremo z vitamini. In v resnici tisto, kar naredimo, je to, da mi simuliramo to zelo komplicirano biološko reakcijo s tem, da imamo vzorec in potem gledamo, kako se nam aktivnost vitamina C v tem primeru zmanjšuje. In v resnici merimo, kaj se dogaja z vitaminom C v prisotnosti našega vzorca, ki smo ga ujeli na filter, pa smo ga pa spravili na raztopino. In zadeva je tako, ko se enkrat tega lotiš, v laboratoriju je preprosta. Ampak konceptualno pogruntati, zakaj je to tako delati, pomeni, da moraš razumeti vsaj približno, kaj se dogaja v telesu. In to je samo en model, s katerim merimo en modelen proces, ki delno opisuje, kaj se dogaja v naših telesih. In je pa preprost in relativno pocen, kar pomeni, da na hiter način dobimo ene rezultate, tako kot so te, in da pogruntamo, kaj je zdaj tisti vir, ki je najpomembnejši. Zdaj, pokazali ste nam rezultate za Chamonix. Zanima pa me, s čim bi pravzaprav lahko to mesto, ki si ga lahko recimo malo predstavljamo, smučarsko središče, alpske hišice in hoteli, s kakšnim krajem, s katerim mestom bi ga lahko primerjali po onesnaženosti. Vsi poznamo pa recimo tista res zelo onesnažena mesta po svetu. Ja, to, da živiš v majhnem mestu ali v kakšni idilični vasici, ne pomeni, da dihaš čist zrak. Sploh v okolici, v Sloveniji recimo, ali pa kjerkoli, kjer je približno so neki hribi ali pa gore, doline in kotline. Ljudje so pač poselili kotline in doline. In to pomeni, da živimo v enem kraju, ki pozimi postane lonec. In ko se atmosfera umiri, je to tako, kot da bi na lonec dal pokrov. In vse, kar spustimo v zrak noter, ostane noter. In lahko živimo v prelepi alpski vasici na sončen dan, pogledamo gor, sonce sije, zadeva je prelepa, ampak imamo pa inverzijo. In če se atmosfera ne segreje dovolj, vse, kar smo skurili, ostane v naši dolini. In dihamo zrak, ki je podoben zraku v Indiji ali pa na Kitajskem, zraven neke stare termoelektrarne. Tako da koncentracije, ki jih dihamo,
sploh te koncentracije zvečer, ko se atmosfera popolnoma umiri, hkrati se pa aktivnost virov, sploh kurjenja, poveča. To so koncentracije, ki so ene izmed najvišjih na celem svetu. No, to je presenetljivo. Pa mogoče ni prav lepo ali pa dobro slišati, dobro je pa pravzaprav zdaj vedeti. Zanima me pa še samo to. Na začetku ste rekli, da se pravzaprav ta pandemija ne pozna tako zelo, kot so pravzaprav prikazali ali pa poročali v teh prvih raziskavah, da smo zdaj tako rekoč spet na istem. Ampak če se pa spomniva, recimo najine mladosti, mogoče 80 let, in če primerjava ta 80 leta z danes, kako pa se je pravzaprav tu kakovost zraka spremenila? Na veliko bolje. Jaz sem stanoval v centru Ljubljane in sredi 80-ih je mesto v center Ljubljane pripeljalo toplovod. To pomeni, da so ljudje, ki so prej kurili na premog v pečeh, se priključili na toplovod in so nehali uporabljati svoje peči na trda goriva in se je v 2 letih kakovost zraka izboljšala spektakularno. Nisi več smrdel po žveplu, ko si prišel domov na toplo. In tisto, kar je nauk tega, je ne samo, da se je kakovost zraka izboljšala, zato ker so sprejeli nek ukrep. To so naredili, ne da bi zamenjali gorivo. Ta isti premog, ki so ga ljudje prej kurili doma, se še zmerom kuri v toplarni. Kar stališča podnebja ni dobro, zato ker kurimo fosilna goriva, ampak stališča kakovosti zraka je pa to veliko bolje. Tudi učinkovitost zgorevanja je boljša, kar pomeni, da dobiš veliko več energije na 1 kilo premoga. In so zato izpusti tudi toplogrednih plinov malo manjši. Ampak ta zgodba v 80-ih ni nekaj, kar bi prosvetljeni župan in oddelek za energetiko mesta Ljubljane takrat naredil, ampak je to posledica mednarodnega dogovora, konvencije o transportu onesnaževal na dolge razdalje, ki je bila sprejeta, ko je bil Slovenec predsednik te konvencije. In ta mednarodni sporazum se je implementiral skozi nacionalne zakone v celi Evropi. In v celi Evropi se je izboljšal, zato v 80-ih se je izboljšala kvaliteta zraka. In to je način, kako se loteva takih problemov, kot je onesnažen zrak ali pa podnebne spremembe. Razlika med onesnaženim zrakom in podnebnimi spremembami je v tem, da pri onesnaženem zraku z obstoječimi tehnološkimi rešitvami lahko izboljšamo stanje, ne da bi spremenili porabo energije, kar pomeni, ne da bi spremenili recimo gospodarsko rast. Pri podnebnih spremembah, če hočemo zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida, je pa treba zmanjšati porabo energije. To pa je političen problem. Še vedno nismo dobili nobenega vprašanja, še vedno vas vabim, da se opogumite, da napišete pod videoposnetek kakšno vprašanje. Midva sva nekako zdaj prišla od tega, da sva mogoče začela malo pozitivno, kako se je stanje na Slovenski izboljšalo. Čez to, kaj pravzaprav onesnažuje zrak, da še vedno smo daleč od tega, da bi dihali kako bi lahko rekla, dober zrak, neonesnažen zrak, do tega, da se pa vendarle je veliko zboljšalo v zadnjih pravzaprav 35-40 letih. Mogoče zelo nehvaležno vprašanje, ampak kaj mislite, kaj bo čez 10 let, kakšen zrak bomo dihali takrat, se bomo pravzaprav začeli tega zavedati in tudi nekaj naredili, čeprav bo to stalo? Če recimo, če se
Evropa zdaj sprejema podnebne ukrepe in zelo veliko teh podnebnih ukrepov je povezanih z elektrifikacijo transporta. Kar je s stališča kakovosti zraka zelo koristna zadeva, zato ker teh vozil ne bojo več gonili okoli motorji z notranjim izgorevanjem. Stališča podnebnih sprememb je pač to energijo vsem treba nekje narediti. In če jo bomo naredili v termoelektrarnah, kjer bomo kurili premog, ne bomo zelo veliko naredili. In ta diskusija o tem, a zapreti termoelektrarne ali ne, pa kdaj jih zapreti, je umetna. In tudi problem prometa, kakor ga predstavljamo zdaj, je umeten in napačen. Mi ne bomo zmanjšali izpustov spektakularno, če ne bomo spremenili, kako se premikamo, kar pomeni, da bomo šli od individualnih vozil na javni prevoz, kar je ta hip, sploh med pandemijo, zelo težko. Tako da prehod na električne avte bo izboljšal lokalno kvaliteto zraka, če ne živiš na Kitajskem zraven termoelektrarne, ki je bila zgrajena pred 25 leti. In pač 1 milijarda ljudi pač živi na takih krajih, kar je 7% svetovnega prebivalstva. Stališče kvalitete življenja je pa tako, tistih 120 tisoč revežev, ki se vsak dan pripelje z avtom samih v mesto, izgubi vsak dan pomemben del svojega življenja s tem, da so v avtu. Če bi bili v vlaku, bi si lahko prebrali časopis ali pa začeli odgovarjati na elektronsko pošto. Ali se pa pogovarjali s svojimi prijatelji, kar je za stališče kvalitete življenja veliko boljše. In hkrati izboljšamo kvaliteto zraka. Tako da kvaliteta življenja se treba lotevati mogoče malo širše. Kar se pa tiče ogrevanja, je pa tako, da pač je treba zadeve centralizirati in subvencionirati centralizirane sisteme daljinskega ogrevanja, ker drugače se to ne bo dalo rešiti. To mora biti poceni. Profesor Griša Močnik, najlepša hvala. Ne vem, če sva zaključila zelo pozitivno, lahko pa rečeva, da sva zaključila pravzaprav realno. Jaz pravim zmerom, iz preteklih izboljšanj se lahko marsikaj naučimo. In o tem, kako smo ukinili premog kot individualno gorivo, je dokaz, da se da stvari narediti zelo hitro, zelo učinkovito, ne da bi strašno spremenili načine, kako pridobivamo energijo. In to je nauk, ki je pozitiven in si ga je treba zato vzeti k srcu. Hvala. Najlepša hvala za zelo zanimivo predavanje. Hvala lepa tudi vsem vam, ki ste bili z nama. Vabljeni seveda na vsa druga predavanja v sklopu Znanosti na cesti. Kdaj in kje pa boste videli na družabnih omrežjih. Hvala lepa in lep večer še naprej. Najlepša hvala.